Hvala, Tjaša, ker si sprejela to moje vabilo, da z mano govoriš na odru. Ful cenim to, no, res. Pa hvala tudi vsem, ki ste prišli. Ful veliko hvaležnost gojim do vas, ki ste v tej dvorani. Pa ne bom dolgovezal o tem, no. Lahko greva kar v pogovor. Hvala tebi, Klemen, za vabilo. Veš, kaj bi te najprej vprašala? Oziroma najprej bi rada povedala par stvari. Verjamem, da te danes vsi tukaj zelo dobro poznajo. Ampak vseeno 5 let si ustvaril Idea podcast, na katerega si povabil že več kot 120 izjemnih gostov in ustvaril izjemne intervjuje. Je tudi eden izmed najbolj poslušanih podcastov v Sloveniji. 2 leti nazaj pa si se odločil, da boš vse to nadgradil še za Idea knjigo, ki si jo pisal 2 leti na skoraj vseh celinah in zadnje 3 mesece v koči na samem. In knjiga je prekrasna. Jaz sem jo seveda prebrala, verjamem, da tudi marsikdo od vas, ki ste danes tukaj. In ful mi je všeč, recimo jaz lahko zase rečem, da sem kar strastna bralka, sem že veliko prebrala in knjiga se me je ful dotaknila in mi je izjemno všeč, na kak način si jo skreiral, da je berljiva tudi za tiste, ki mogoče niso toliko vešči bralci. Tako da, ne, izjemno, no, res, čestitke ti. TikTok format je. TikTok, instant, ful dober. Hvala ti. Ampak tudi ful se zamisliš ob marsikaterih tvojih zapisih, ki si jih podal zraven vseh teh 100 citatov. In Klemen, danes je točno 1 mesec od izdaje knjige. In moje prvo vprašanje je, kako si se ti počutil 1 mesec nazaj, preden si dal knjigo ven v svet? In kako se počutiš danes, po tem mesecu? Ja, v bistvu prisoten je bil strah. To sem tudi v eni epizodi, ki je bila solo posneta, izpostavil. In potem sem to poplavil nekih vzpodbud, ne rabite biti strah in podobno. Ampak jaz mislim, da je tak strah, kakor sem ga jaz čutil, izredno koristen, ker ti pokaže, da ti je mar za neko stvar. Ne? In zdaj, če bi ustvaril samo brez strahu, nenehno, bi bilo to, kar je ustvarjeno, prazno za mene. No? Tako da vedno smo si dali neke take izzive znotraj tega projekta, ali je bilo to z eventi, ali je bilo to s takimi fizičnimi produkti. In to je bila do zdaj najbolj osebna stvar, kar sem jo dal ven. Ne? Prvič sem pisal tok in to moja učiteljica za slovenščino iz srednje šole ve, da nisem bil najboljši ali pa nisem niti užival v teh spisih. Zato je bil ta strah po moje čisto racionalen. A bom jaz bil sposoben napisati nekaj, kar bo berljivo za nekoga. In nobenemu nisem tega pokazal med pisanjem. Tudi urednikovanja, ki smo imeli z Mladinsko knjigo, smo se že na začetku dogovorili, da se osredotočimo malo bolj na razumevanje pa lekturo, ne pa poseganje v vsebino. Ker na ta način sem tudi teh 5 let ustvaril ta projekt, da sem ga ustvaril zase, pa so se pa taki ljudje prepopali na njega. In sem rekel, ne bom zdaj spremenil te strategije, bom pisal sebe pa zase v to knjigo, kot nek dnevnik, in potem bom upal, da je en tok podoben meni, da mu ne bo to pač nek krepane. Tako da to se je zgodilo in sem ful vesel. Stvar ni mišljena bila nikoli za mainstream, ker gre za take stvari, ki jih ponavadi jaz, ne vem, na televiziji ne vidiš. Ali pa tako filozofijo ne srečaš pogosto v mainstreamu. Takih tematik tudi? Takih tematik tudi ne, čeprav so zdaj vedno bolj pogoste. Ampak nočem reči, da je to neka visoka filozofija. Sam ne razmišljamo vsi na isti način o tem, o čemu rečemo življenje. Eni smo malo bolj kompliciramo stvari, lahko rečem. No. In veseli me, da nisem sam v tem, no. Da imam nenehno občutek vsak dan, da se nekdo z mano poistoveta. In v takih težkih ali pa včasih so tudi temačne
luknje tega razmišljanja mi pomaga, da vem, da nisem sam. No. In obratno. Ne. Zagotovo. Omenil si strah, ne? S kim misliš, da je ta strah izhajal? Mislim, meni se zdi vse to, kar si ti povedal, totalno utemeljeno. Dal si ven svojo knjigo, v bistvu svojo dušo, delil si svoje misli, širšo Slovenijo. Zdi se mi, veš, totalno normalno, da človek občuti, to ni enostavno, ne? Moraš biti pogumen, da se česa tazga lotiš. Kaj si naredil, ko si slišal mogoče te dvome, a so bili dvomi, sem prav razumela? Ja, seveda. Mislim, totalno se mi zdi normalno, ne, a veš. Kaj si naredil pol? A si se s kom pogovoril o tem, a si napisal dnevnik, a si šel meditirati, ali si rekel, ajde gremo, očitno si šel, ne, ampak... Kako sem premagal ta strah? V bistvu to je bolj dvom bil tega, ok, Klemen, ti si star 32, zdaj pametuješ, daješ neke nasvete v medij knjige, ker ponavadi so ta medij uporabljali starejši ljudje, pa ful izobraženi ljudje, pa ljudje z velikimi izkušnjami. Ne? In to je bila blokada v mojem umu. Ne? Kdo si zdaj ti, da boš pisal knjigo? Tako, čisto enostavno, če rečem. In to je bil čisto isti dvom, kakor je bil prisoten, ko sem štartil podcast. Kdo si zdaj ti, da boš to ustvaril? Ne? To sem rešil z enim hackom. In ta hack sem tudi zapisal na začetku knjige, kjer sem izpostavil, da v tej knjigi ni resnic, da ni nasvetov in da je vse, kar je zapisano, namenjeno meni, prvotno. In ko sem s tem duhom pisal, nisem tako pisal, ko sem s tem duhom pisal, so vsi te dvomi pa strahovi odpadali. Tako nekako se mi zdi, da sem si psihološko sam sebi dal dovoljenje, da zapišem tisto, kar jaz mislim, da je trenutno res. In ne tlačem v grlo nekomu drugmu. In celo povem, da ne noben to ne vzeme kot nek nasvet za življenje. Ne? Tako da ta hack mi je bil tako, mi je odprl v bistvu to kreativo, da sem sploh bil sposoben take stvari pisati, ker sem jih hotel pisati. Prej je bila blokada. No, tako. Dober hack, pa tudi zdi se mi, da je v bistvu tak zrel hack, ne? A veš, da v bistvu se kdo pa v resnici lahko daje nasvete komorkoli in ve kako, ne? Živeti življenje ali pa kako ne ga nekdo drug. Tako da to se mi zdi tudi en tak ful zrel hack, ki si ga pogruntil. Ja, mislim, glede na svetov je tako, ne, da živimo v svetu, kjer je poplava na svetov, v knjigah, na YouTubu, na TikTokih. Posod najdemo ljudi, ki govorijo drugim ljudem, kako je boljš živeti ali pa kaj je boljš narediti. In se mi zdi, da določeni ljudje malo čutimo to zasičenost tega. Ne. Tako da klej treba biti po moje ful pazljiv, ne, z nasveti. Ker nekdo je pa mogoče mlajši, pa išče nekoga, da se na njega prpne, pa da ga mogoče malo kopira v pogledih. S tem ni sicer nič narobe, no, ampak mislim, da je to naraven proces, ker sem ga tudi jaz imel, ko sem bil mlajši. Ne, in še zdaj ga imam. Ne. Pa s časoma te stvari odpadajo in ostane tisto, kar je pa unikatno za tebe. Ne. In jaz tukaj tudi, to niso neke nove stvari, ki sem jih pisal. Ne. To sem jaz verjetno akumuliral tekom svojega življenja, čez vse prebrano in čez svoje izkušnje. Ampak tak miks vsega tega je pa moja stvar bolj. Ne. In verjetno starejši, ko bom, pa če bom še kaj kdaj napisal, bo vedno bolj mogoče unikatna stvar. Ne. Zdaj pa pač neka kopija ali pa zbirka stvari, ki so se mene dotaknile, ne. Ali pa ki sem jih spoznal. Ne. Tudi na svet, dostikrat imam tako, ne vem, imam kakšne govore ali pa predavanja v srednji šoli ali pa kaj je publika malo mlajša in pa na koncu je tako, kjer na svet bi sebi dal, če bi bil star 20 let, ne zdaj. Ajde, da slišimo. Ja, da ne upoštevaš na svetu, ne. Vključno tega. To je malo paradoks,
ampak kaže, ali pa meni se čudi, da moraš vsak korak nekako sam. Če hočeš eno stvar res razumeti, moraš ti narediti korak. Ne? Zdaj, malo prej lahko prideš do nekega delnega razumevanja, kar enemu verjameš, kar reče, ko si pa star 50 let, pa pazi na to. In ti temu verjameš. Ampak pravo razumevanje se pa rodi iz neke teorije pa prakse. No? Sej, kar rečemo, kako spoznati jabolko. Ne? Lahko ga celo življenje seciraš, bereš knjige o njemu, kaj to je sadež. V to kategorijo gre, takšno klasifikacijo imamo, take vrste jabolk obstajajo, pod mikroskopom ga gledaš. Ne? Ampak tisto, kar ga ti poskusiš, kar ga poješ, pa kar se ta jabolk zlije s tabo, v smislu izkušnje, kakšen ima okus. Se prej si ga videl, to je bila že en delček izkušnje. Ne? Predtem, po moje, nimaš popolnega razumevanja v jabolku ali pa dovolj dobrega razumevanja v jabolku. Ne? Je zelo površinsko. Ne? In tako je z nasveti. Ne? Se mi zdi, da malo lahko paziš, malo ti lahko pomagajo, neke smernice ti dajo. Moj učitelj Dušan mi je enkrat rekel nekaj, kar sem si zapomnil, pa verjetno si bom do konca življenja zapomnil. Je rekel, moja naloga ni, da tebi preprečam padce. Ne? Se pravi, on ve, mi dva hodva po ulici, on je bil na tej ulici že 100-krat, ve, da je tam nek bananin olupek, recimo. Ne? In zelo slabo bi bilo, da bi on meni rekel, pazi, Klemen, tamle bananin olupek. Ful boljš je, da on mene pripravi, da ko bom jaz padel, da se čim prej sam znam pobrati. In to ni več sfera nasvetov, to je v bistvu nekaj drugega, no? Ne vem, kako bi to poimenoval, no? Ampak nasveti pa po moje napadajo dostikrat tako, ne naredi te napake, ker sem jo jaz, ne. Ampak vsaka človeška izkušnja je toliko unikatna, ne. Tudi, klej treba biti ful pazljiv, no. Saj jaz sem se odločil, da bom pazljiv pri nasvetih, kaj slišam, no. Meni se zdi ta nasvet, ki si ga dobil od učitelja, krasen, ne. Se mi zdi, da je to tudi eno največje darilo, ki ga mogoče lahko ima človek v življenju, da ima okrog sebe ljudi, ki so tam, ki ti padeš, ne. Ja, bomo plesali. A so živali, Klemen? Mogoče bojo bobni, pa bomo malo zadeni. Ja, učenje skozi akcijo, ne, in čez svoje izkušnje totalno rezonira tudi z mano, ker ja, se mi zdi, da je čisto drugače. Ti lahko prebereš ful knjig, ne, tako kot lahko tudi rečejo, kaj pa rabiš hoditi po svetu, sej lahko pogledaš kakšen dokumentarc. Sej lepo pogleda dokumentarce, ne, ampak ko greš ti tja in doživiš, ne, sam, je to izkušnja, ki je neprecenljiva in bo vedno drugačna, ne, od tiste opisane, ker ta bo tvoja, ne, in bo unikatna. In po mojem se tako živi life, ne, polno, ne, in ja, tvoj life je, ne. No, sej, če upoštevaš nasvete, pa zajebaš, tudi to je izkušnja. Definitivno. Da se mogoče naučiš, da ne upoštevati skozi nasvetov, ne. Tako da je neizogibno je v bistvu se učiti. Tako da se ni treba truditi pri teh stvarih. Odvisen, kje si, ne. Jaz ful nisem poslušala nasvetov, pa sem ugotovila, da mogoče malo bi jih pa lahko, ne. Ali pa če jih preveč poslušaš, bi pa bilo tudi dobro, da jih ne. Vsak mora najti svojo, ne, nek svoj balance ali pa way of living. V knjigi omenjaš tudi, ne, porednost, ki se mi zdi, da se zdaj s tem navezuje, da je porednost, ne, potrebna za avtentično življenje. Pa mi je to ful všeč, ne. In pogum. Če lahko malo več poveš, mogoče o te pomembnosti poguma, no, ali pa kako ti to vidiš in to porednost, ne. Ja, to je bilo eno zadnjih poglavij, ki sem ga napisal. Se prav spomnim, ker sem hotel biti malo poreden. V kakšnem smislu? Ja, da sem uporabil to besedo. Aha. Ne, mislim, da sem začel poglavje tako, v življenju moraš biti poreden, nekaj tazga, no, tako. Pa nekateri umija, ne, grejo v neko sfero, ki je malo smešna mogoče. Ampak
Dobil sem pa to idejo, ker sem nekega zenovskega meniha poslušal na YouTubu, ki je govoril o sedenju. V zenu se temu reče, ne, za zen, samo sedeti, ne, niti meditirati. In je razlagal temu konceptu, ne, kaj to je. Da samo sediš. Ne. In je rekel, že 20 let sem tukaj v tem samostanu in vedno sem sedel s tem duhom pridnega fantka, ki dela nekaj po nareku. Ne. Se pravi, imamo te neke starodavne metode in ti verjameš to kot nek nasvet. In ta metoda ti reče, samo sed. Ne? Lahko uporabiš svoj dih za neko fokusiranje, ampak samo sed. Ne? Sit like a frog, rečejo v zenu. In je videl, da cel čas on sedi s tem duhom pridnega fantka, ki dela potem v nareku. In enkrat je prišel do realizacije oziroma eksplozije v svobodo, ki je rekel, ne rabim biti good boy. Ne? In to, če se ti zgodi v neki taki neaktivnosti, kot je sedenje v meditaciji, si ful bolj pozoren na vse sloje, ki potencialno odpadejo od tega. Ne? Hočem stvari delati dobro. Ne? Hočem ugajati svojemu učitelju mogoče med meditacijo. Ne? Hočem biti na neki ravni, ki so bili prejšnji menihi. Ne? V bistvu skozi z nekim tem duhom truda sediš. Ne? Je rekel, kaj je to? Ne rabim biti good boy, ne? Sem jaz dobil idejo za to porednost, ne? Pa pogum, ki nekako nakazuje ta balans v življenju. Ne? Če si ti ekstremno poreden, boš bil v zaporu. Ne? Če si ekstremno nepogumen, ne? Si ekstremno priden, se pravi, poslušaš starše, poslušaš družbo, greš na ta faks, ker ti mogoče mama malo sugerirala, narediš faks, ker je tako zaželjeno iz družbe, ne? Se poročiš, pač te klasične stvari. Ne? In vmes pozabljaš na sebe. Ne? In rabiš malo porednosti, da se malo upreš tem silam, ki deluje zunaj tebe. Ampak ne pa preveč. Tako da v tem poglavju sem se igral s tema dvema. Ne? Se pravi, rabiš porednost, pa rabiš nek pogum, ne? Da se upreš staršem, ne? In družbi. In živiš svojo pot, ne? Ali pa živiš zares svoje življenje, saj si ga tudi prej, ampak mogoče z nekim večjim občutkom svobode. Ne? Tako. Jaz se definitivno strinjam s tabo. Ne? In pogum rabiš tudi za ene take stvari, kot jih ti delaš. Ne? A veš, da greš snemati podcast, pa da izdaš knjigo. Ja, moraš biti pogumen za to. Ne? In se mi zdi, da je pogum ful pomemben za to, da v bistvu delamo stvari, ki jih želimo, ne? Da probamo, ne? Da tudi naredimo napake. Brez poguma ni nič. Nič, ja. Super. Ko si razlagal to zgodbo o sedenju, sem se spomnila na to tvojo 10-dnevni odmik v Makedoniji, ki ga opisuješ tudi v knjigi. Zdi se, vsaj po prebranem, da je ta oddih v tišini bil zate kar ena prelomnica ali pa zanimiva izkušnja. Jo opišeš v knjigi, lahko še enkrat podoživiš to, zdaj tukaj z nami, pa mogoče me še bolj zanima, kako se ti zdi, da si se spremenil mogoče potem, ali pa a si začel, kaj se je spremenilo v tvojem življenju po tem oddihu? Ja, to sem tudi v lansko knjigo zapisal, kot edini daljši tekst noter. Lanska knjiga je bila izdana v sam 100 izvodih. Tako da sem jo sam malo popravil, pa preuredil za to knjigo, pa šla je čez uredništvo, pa lekturo še enkrat. Ampak prelomnica, ful težko to besedo uporabim, ker jo danes malo zlorabljamo. Ali pa Jani doskrat reče life-changing stvari. Ampak ena izmed bolj ekstremnih izkušenj
mojega življenja, absolutno, ker me je presenetil, koliko sem majhen v tem vesolju, koliko sem ne v redu sam sabo včasih. Če so pogoji pravilni, je že to, da sem sam sabo, lahko trpljenje. Ne? In to mi ni bilo fajn vedeti ali pa zvedeti. Vsi, recimo, danes se veliko dela na sebi, pa vsi smo že premagali to svojo najtežjo izkušnjo, ne? In zdaj smo mirni, zdaj smo v redu sami sabo, ne? To so te success story, ki jih danes poslušamo na vsakem koraku. In jaz sem bil tudi v tej ideji success storya. Jaz sem imel neke izkušnje prej, mogoče bila to odločitev staršev, izkušnja z očetom, psihedelični izzivi, lahko temu rečem. Zdaj pa tale vipassana, to bo pa piece of cake, ali pa jaz bom zdaj dokazal sebi, da bom jaz tam miren, razsvetljen, ostali okoli mene bojo trpeli, jaz itak že 8 let meditiram, take nebuloze. Ne? In pol soočati se s tem, da si v bistvu živel v iluziji in da si majhen in da nimaš pod kontrolo niti sebe, mi je bilo težko. No? In ful sem trpel na več različnih načinov, psihološko, fizično. In jaz sem to tako videl, da so načrtno ustvarjeni pogoji, ki te pahnejo mal v trpljenje, zato da vidiš ene sloje sebe, s katerimi mogoče nikoli do zdaj nisi imel še opravka. In zdaj imaš to tam. In kaj se zgodi ponavadi, ko trpimo? Vzameš droge, telefon, Netflix, mogoče se naješ kakšno hrano, ki te malo potolaš, pocrkla, pržgeš cigareto, greš žurat, igraš igrice. In tam tega ni. Ne? In tvoj je navajen, ni mi prijetno, grem se zamotati. In tam imaš pa sam, ni mi prijetno, ni mi prijetno. Kaj zdaj, ne? Se pravi, to raste iz dneva v dan, neprijetnost. Kaj zdaj? Vedno imaš v zadnji nekako, se grem lahko ven iz tega. Ne? Sej lahko rečem, I'm out, ampak meni to ego ni pustil in sem mu ful hvaležen. Prav temu istemu egu, ki me je držal tam, Klemen, ti pa ne boš šel ven, ti si, prej si imel mnenje, da si na neki stopnji, ne? Ampak na taki nizki stopnji, da greš pa ven, to pa nisi. Ne? In nekako to te drži noter, ne? In jaz sem imel izredne probleme z bolečino v hrbtu. Je rekla, jaz isto. Ja, veš. In ne vem, eno sedenje, 8. dan, to je bilo, ne vem, sem rekel, zdaj pa Klemen probi eksplodirati, psihično. In se trudim, v to bolečino iti noter in ne gre nič. In potem zaslišim ta zvonček in tako premagan, nisem prišel čez 1 uro je spet sedenje, spet grem v hell. Ampak takrat se je nekaj spremenilo. Ne vem, šel sem ven iz te dvorane in počutil sem se svobodnega. Toliko svobodnega, kot se nikoli v lifeu nisem mogel zamisliti, da se je možno počutiti. Zakaj misliš, da si se počutil toliko svobodnega? Ker si spustil, pa se predal ali? Ne vem, sej v bistvu ni pomembno. Zato, ker takrat se nisem držal izkušnje, nisem se hotel rešiti te izkušnje, nisem hotel prijetne izkušnje zadržati in zato sem bil v tej izkušnji. In ta zakaj ima lahko skrito noter ta duh, kako pride tja. In tako ne boš nikoli prišel tja. A ne? In kako sem prišel tja? Ne vem, tako da sem prišel nekako sem se znajdel na vipassani, nekako sem bil s takim umom tam, nekako me je bolel hrbet,
vse to je bil blagoslov in ne vem, takih stvari se ne da skontrolirati, sem videl v življenju in ni toliko pomembno. Pomembno je edino samo to, da sem razumel, da se skriva neki onkraj moje osebnosti. Onkraj tega, kar nenehno sodi, to je dobro, to je slabo, to hočem, to nočem. Da se skriva nek ta mir, ki sem ga večkrat videl opisan v zgodbah ali pa v knjigah ali pa v govorih kakšnih ljudi, ki so to razumeli. In šele takrat sem jim zares verjel. Šele takrat sem verjel Jezusu in podobnim avtoritetam iz zgodovine, ki jim verjamemo na besedo. Šele takrat sem vedel, da so oni tudi vedeli to. In vedel sem tudi, zraven je prišla tudi takoj ta izkušnja, da bomo čisto vsi enkrat v tem počivali, v tem miru. Ne vem kako, pa zakaj, pa tako, ampak to sem takrat vedel tako v dno duše. Zato, ker sem vedel, da je ta izkušnja tako, kot je kreirana, glih zaradi tega trpljenja, glih zaradi tega tako narejena, da prideš tja. Ne vem, to sem tako takrat dojel. No. Zdaj vse, kar govorim, je po spominu in je izmaličeno, pa netočno. To mi je nekako ostalo takrat. No. Ampak vem, da sem na tleh, sem tam jokal. Pa po mojem je bilo full folka okrog mene, ampak jaz sem bil kar sam. Jaz se zdaj ne spomnim niti ene osebe, da me je videla, ker mi je bilo toliko vsem. Jaz sem se jokal in smejal zaradi te resnice. Ne? In toliko je bilo nepomembno, kaj nekdo vid, verjame, misel, da se mi dogaja. Toliko je bilo to vsem. Ja, in pol se je to končalo in zdaj sem tukaj. Isto kot prej. Sliši se kot ful lepa izkušnja, ne težka, ampak vse, kar si doživel, ne, in spoznal, lepo. In ja, mogoče, ko si omenil trpljenje, ne, da mogoče tudi je tako ustvarjena ta izkušnja vipasane, da te pripelje nekam, ko ne moreš racionalno povedati kam. Ne. In mogoče je v tem svetu, ki smo mi danes, veliko težji, zaradi tega, ker imamo milijon enih impulzov, vse naokrog nas, kje zdaj najde to tišino, ne? Pa ali pa te distraktorje, ne? Kako biti s to ali bolečino ali s težkim trenutkom in ga čutiti, ne? V polnosti, tudi o tem govoriš v knjigi, da se ti zdi pomembno doživljati trenutke, prijetne in neprijetne. Je to danes težji, ne? In moraš biti veliko bolj zavesten, da izbereš to, ne? Da si takrat s sabo, ko ni prijetno, ampak na dolgi rok dobiš marsikater vpogled, ne? Mogoče ne toliko intenziven, kot si ga ti v tistih 10 dneh, kaj je bila, mogoče res ekstremno je bilo, ne? Ampak ja, super. Ja, saj tudi mislim, na koncu tega poglavja rečem, da je to, čutim, da je neizogibno, a ne? Tako da se ni treba truditi proti tej izkušnji. To spet govorim sepa, ne? Ker ko sem prišel nazaj, ne, v svoj, ne vem, ego ali pa običajno dojemanje sveta, je bilo tako je bila misel, kako prideti tja za skos. Ne? In ko sem malo meditiral na to, pa malo razmišljal o tem, sem videl, da je neizogibna ta izkušnja. Zato in istočasno, če se trudimo, je totalno nedosegljiva. In kaj narediti zdaj? Nič narediti. Zato, ker če se boš trudil, se bo odmikala, obenem je pa se ne moreš umakniti, te bo doletela, tako sem jaz čutil. In se ne rabiš niti nehati truditi. V bistvu res en korak nazaj, ne? Sprav, nehaš se truditi, ampak opazuješ trud, recimo, in je trud ok. Se pričujem, če ne, ful kompliciram. Ne, the best. Jaz
po moje štekam. Pač se mi zdi super, da si imel, da si imel ta vpogled, ne, v kaj je možno. A veš, to je recimo tako, ker recimo jaz bi dala za primer psihadelike, ne. Ko nekdo mogoče prvič vzame nek psihadelik ali pa neko drogo, ki v njemu vzbudi neka druga občutke, ne, mogoče sreče, zadovoljstva ali pa čutenja telesa, ki mogoče človek te zaznaje prej ni imel, mu s tem odpre okno, ne, da kaj je možno. Tako kot si ti mogoče ga videl tukaj v Vipassani in zdaj tako kot z vsako izkušnjo, kot si že sam rekel, ne, če si pol preveč to želimo, ne, blokiramo tudi energetsko to in je pač, ker odmikamo stran, ne. Ampak dobil si vpogled, ne, in tako super se mi zdi, ja. Ne, to pa je res, se čist strinjam s tabo. Pa... Da k temu potem strmiš, ne, mogoče, meni se ne zdi to nič slabega. Ne. Tako kot jaz, ne, veš, tiste izkušnje, ki so mi bile všeč v življenju, ne, potem nekako strmim k njim, ampak ne na silo, ne. Kukor da si želiš, ampak pozabiš. Mislim, to je zmaga, ne rata vedno, ne, ampak kadar rata, se mi zdi, da je to way to go. Ja, ne, se čist strinjam z vsem, kar si rekla, pa prej, ki si rekla, da razumeš, ti verjamem, ker je to v bistvu najboljša stvar, kar bi lahko rekel nekdo, ne. Se pravi, izkušnja je bila vredna, pika. Neko informacijo sem dobil. In vse je ok in to je perfekt. Veš, kaj si omenil vse te neprijetne trenutke, ne? In tudi v knjigi praviš, da nam srca ni treba odpreti, le ne zapreti. In ta misel mi je ful všeč. Ker se mi zdi, da se itak otroci rodimo z odprtim srcem, ne? Potem pa vsi v življenju doživimo tudi neprijetne izkušnje, pa bolečine. Verjamem, da si jih tudi ti. In me zanima, kako se ti soočaš s temi neprijetnimi ali pa bolečimi izkušnjami in na kak način ti ohranjaš odprto srce. Ja, slabo se s tem soočam. Okay. Odvisno intenzitete pa barve bolečine, za vsakega čisto unikatna, a ne? Lahko je ista stvar, pa en čisto drugače dojema. Starejši, ko sem, vidim, da ko trpim, manj se vpletam v to, pa sem nekako bolj miren ob teh izkušnjah, čeprav je včasih ful težko. Pa mi konstantno uhaja, da se identificira s tem, ne? Trpljenjem. Pa nočem biti v tem, pa sem šel to reševati na neke neumne načine, a ne? In s tem druge prizadaneš, ne? Ampak se mi zdi, da se ta količina časa, ko vidim to, ne, vidim, da je to neka moja blokada na srcu, recimo, da nisem sposoben te izkušnje zdaj sprejemati, takšne kot je, tako kot to radi govorimo o tem, ne, sprejmi tako kot je, ne. Ja, v vsakdanjem življenju laži, ne, pridejo pa izkušnje, ki so prav za tebe, narejene, da so za tebe boleče, pa nevzdržne včasih, ne. Verjameš temu, da so nevzdržne. Ne? In takrat to vidim kot neko svojo blokado znotraj sebe ali pa na srcu, ne, se doskrat tukaj čutim, ne. Začutiš v telesu tudi? Ali... Ja, zdaj zadnja leta šele. Prej je bilo vse tako zelo mentalno, pa sem overridal bolečino z razmišljanjem. In sem videl, da je razmišljanje bila moja droga. Ne? Se pravi, razmišljanje o tem, kako sem jezen na nekoga, pa kako bom jaz zdaj to njemu vrnil, ali pa nekaj bom naredil, da bom to rešil. In se tukaj dogaja, ali pa tukaj ustajaš, tukaj živiš. Zadnja leta šele opažam, da sem tako, kje je to? Ne? To je tukaj. Okay. A lahko sedim samo s tem, pa opazujem, kakšno je. Kakšno ima barvo ta bolečina. Ne? In se mi zdi, da je manj mentalnega vpletanja in prej pridem ven iz tega. Ni pa nič drugače, mogoče sam čas krajši. Pa lažje si priznam kakšne stvari, da jih še nisem usvojil, a ne? V partnerskih recimo odnosih.
Prej, ko sem bil mlajši, je bilo tako dost simpel vse, ne. Pač nisem jaz kriv, jaz sem ful v redu, to je drug je kriv, jaz moram zamenjati osebo. Te klasične se veliko ljudi verjetno poistoveti. Zdaj pa tako mogoče malo tako, ok, to mi res ni všeč, kar je naredila, ali pa kar počne, ali pa kakšna je. Obstaja nek človek na svetu, ker bi to tako isto stvar slišal, pa bi šla mimo. In ponovadi rečem, ja, verjetno obstaja in vidim, da on nima te blokade, jaz jo pa imam. Se pravi, obstaja potencial, da jaz tudi ne bi imel te blokade. Ne? Ampak to ne gre na silo. Ne? Ampak čutim, da, ne vem, to čutim kot neko energijo, ta bolečina energije, ki ti puca te blokade. Ne? Zato, ker ti pokaže, kje so. Bolečine. Blokade. Se pravi, če ti nimaš nikoli bolečine, misliš, jaz nimam nobenih blokad, jaz sem razsvetljen. Ne? Pol ne moreš biti prost, ne? Nekaj je noter, ampak ti se sploh ne zavedaš. Ne? In ta bolečina ti na površje da to in reče, lej, tukaj sem. Ne? Samo je zelo pomembno takrat to videti tukaj, ne v drugi osebi. Ker če to vidiš zunaj sebe, si izgubil igro takoj. Za tisti trenutek. Ne? Ker greš reševati ven to stvar, ki tam sploh ni. Zato so te bolečine tudi blagoslovne. Tako kot na vipasani. In ponovadi rečemo, bolečine so slabe, te užitki so dobri. Ampak v bistvu v tej enačbi, ki sem jo zdaj povedal, je pa obratno. Ne? So bolečine najboljša stvar, kar se ti zgodi. Ne? Ampak to je zdaj lahko govoriti zdaj le na tem foteljčku pred folkom. Ker zagusti, ne? Ja. Takrat je gadno, ne? Gadno, nesti. Ampak vedno manj, se mi zdi, da mi je vedno manj nesti, ampak verjetno bo prišla ena izkušnja, ki sploh še nisem imel, pa bo sigurno najbolj nesti. Ampak, lej, se mi zdi, da je en smisel lajfa pucanje teh blokad. No. Ja, pa tako, kot si rekel, ne, da iščeš tudi znotraj sebe. Meni se zdi to spet zrelo in ni prelaganje odgovornosti na druge, ne. Da iščemo v bistvu, kaj je v nas tudi. Ne. Zagotovo tudi, ne, it takes two to tango. Vedno, ko si v kakršnem koli odnosu, sta dva. Ne. Vsak je nek doprinesel temu, ampak ja, da gledaš vase. Super. Ja, jaz sem daj ekstremista, ne, pa te, ki podcast poslušajo, ki res poslušajo te daljše mogoče debate s kom, ki gremo res v globino, ne, lahko začutijo, se mi zdi, no, da sem ekstremist v tem smislu, da zunanjega sveta ne rabiš se ukvarjati, obstaja ali ne, ker ne boš nikoli zvedel, a zares obstaja, ker vse čez svojo izkušnjo dojemaš. Čisto vse, ne. Tudi na fizikalni ravni. Ne. Nikoli nimaš dostopa do zunanjega sveta neposredno. Vedno imaš posredno in posrednik je tvoj ta plašč osebnosti. Ta očala, ki jih imaš gor. Očala, ja. To ti pobarva vse. Ne. In meni zdaj trenutno mi je ta ideja zelo všeč, zato ker se ravno to zgodi, ko pride do neke situacije. Jaz se prej spomnim te ideje, pa rečem, to vse, kar se dogaja, ekstremno, je samo v meni. Druga oseba na nek način sploh ne vem, če obstaja. Meni to ni všeč ali pa je všeč. Ne? To je vse sem jaz. Ekstremen pogled, ampak vsaj v tem oskem vidiku mi pomaga, da ne skoči moj gremo reševati to zunanjost. Ne? Dobar, sej, to je super, ne? To je že neke vrste zavedanje. Ne? Sej, nimamo vedno, tako kot si prej rekel, biti razsvetljen. Ne? To, kdo je razsvetljen danes? Ne? Mogoče je lahko to nekaj spet, k čemu človek stremi, ne? In bomo se približujemo temu čez življenje, če je recimo to od nekoga želja. Ne? Ampak vmes pa, da se vsaj ujamemo, ne? Da se ujamemo, ko nismo v momentu, pa se probamo mogoče vrniti nazaj. Ne?
s kakšno tehniko, če jo imamo ali pa na kakršen koli način že to počnemo. Ne? In to je to, da ko začutimo bolečino, si jo dovolimo čutiti. Enkrat bomo šli na telefon ali pa bomo nekaj pojedli, and it's okay, ne? Mogoče naslednjič bomo pristopili drugače. Se mi zdi, da je tudi fajn, da smo mili do sebe, ampak že to zavedanje, da ga imamo sploh, da se ujamemo, je super. Ja, to je vse, kar imaš. Ne? Če ti nimaš tega, pol se dogajajo, vemo, kakšne stvari se dogajajo, ali pa so se dogajale v zgodovini, ko si popolnoma potopljen v svoj ego, v svojo predstavo, kako bi moglo biti. In zdaj imamo to Izrael-Palestina, to je pač nek religiozni pa nacionalistični ego, ki se identificira, pa delimo sebe pa druge, ampak v zgodovini so bili še bolj ekstremni primeri. In doskrat, ne vem, po mojem sem Hitlerja parkrat omenil, ker mi je tak spet ekstremen primer nečesa, ko človek, saj z mojega vidika vidim, zaspi v svoji ideji tega, kaj je prav, in dela zdaj za nazaj vidimo, ultimativno slabe stvari. Zdaj mi nimamo take moči, ali pa verjetno noben od nas ne bo mogel imeti tazga efekta na zgodovino, ampak v našem vsakdanjem življenju se moraš po mojem skozi paziti, kje sem jaz zlit pa potopljen v svojo neko idejo o tem, kaj je prav, in zdaj to hočem ali druge prepričati v to, ali pa izsiliti nekoga, da se bo prav začel obnašati. In mislim, to je, gremo lahko res mislim, tam so pol genocidi pa to, če je v ekstrem to idejo potisneš. To je ta identifikacija s svojimi idejami, to je tudi glavna neka taka nit te knjige ali pa projekta, da ideje so tako najbolj nevarna stvar, kar obstaja, zato ker rabiš ego za idejo, ki jo drži, ki se identificira z njo, ki jo neguje mogoče včasih, in z tega smo lahko ful nemoralni do drugih ljudi. In s tem, ko smo nemoralni do drugih, mi tu trpimo, na dolgi rok. Slej ko prej se to pokaže. Ta identifikacija je ključ, po moje, tega, da se znaš odmakniti od tega, od sebe v bistvu. Od sebe. Ja, pogledati kot zunanji opazovalec mogoče, da nisi toliko zlit z egom, kot si rekel. Ampak to je, po mojem mnenju, neka stopnja posameznikove evolucije in pol tudi kolektivne. Mislim, jaz tudi, če sebe pogledam, ko sem bila mlajša, sem bila najbolj pametna. Vse sem vedela, a veš. Sem danes ful manj pametna in ful bolj mi je jasen, da manj vem. In je to bila moja osebna pot, moja osebna evolucija. In mislim, da je tako tudi, a veš, enkrat sem razmišljala, da če posameznik mora iti čez mogoče boleče izkušnje, pa čez neke izkušnje, da napreduje tudi v zavesti, da verjetno moramo očitno iti tudi kolektivno čez neke izkušnje, ker drugače jaz ne moram razumeti, zakaj se v 21. stoletju še vedno take grozote dogajajo okrog nas. Bi si mislil, da ne rabimo, se imamo dosti, da bi bili vsi siti pa imeli kje zaspati. Ampak mogoče je to kolektivno, a veš, kaj mislim? Ja, mogoče je to neka igra vesolja, ali pa nek ples, da se nekaj dogaja. Ja, dogaja se, fiks. Dogaja pa dobro je, da se dogaja tako na neki širši ravni, da se stvari ekstremne dogajajo. Čeprav je to težko reči, ko ljudje trpijo. Ampak rada bi se dotaknila še malo tega pisanja v koči. Sem prebrala v nekem intervjuju, se mi zdi, da si šel tja sam, bi se bila koča odmaknjena, vzel si svojega psa Zena, in imel si precej vojaško vzgojo tam. Vzgojo. Z vsega sebe, rituale svoje. Disciplino. In nekdo te vprašal, koliko ti je bila ta izkušnja, koliko ti je bilo težko pisati knjigo tam 3 mesece v sami, od 1 do 10. In ti si, mislim, da je izbral številko 4. Aha. Kar se meni sliši tako, a veš. Tebe je bil party tam, tudi rolo si, ba je.
Ali kako si preživel, kaj povej mi? Malo sem te stokala, kaj pripravila sem se, ne lega. Ja, ne, hudo. Hudo. Zanima me, kako, zakaj se tebi zdi, da ti je bilo enostavno biti tam 3 mesece, ker, veš, marsikomu je težko biti sam že en dan, ne? Ti si bil pa tam sam, brez tehnologije praktično in pisal si to knjigo. Zakaj misliš? Ja, iz mojega otroštva izhaja to, da sem jaz bil dosti sam doma, ker sta oba delala. Jaz sem zjutraj bil sam, preden sem šel v šolo. In gledal sem ene in iste filme iz kaset. To je bil, ne vem, da je bil sam doma. To smo vsi gledali, ne? To so bili te 90s filmi, ne? Butec in Butec, Rocky. Ja. In včasih ni bilo dostopa pač do česar koli si izmisliš, da odpreš YouTube, pa kar hočeš, pa menjaš na 5 sekund. Ne? Pač imel sem one 3 kasete in vsak dan isto. Ne? In jaz sem v tem času toliko užival, ker sem bil sam, sam. Toliko sem užival, sploh ne znam povedati, tak občutek svobode. Aha, zdaj si bom Nutello namazal ali viki krema. Imeli smo, to so zdaj neke podrobnosti, ampak tako malo je smešen. Nismo imeli centralnega ogrevanja, imeli smo ta pečko, električno. In to, če si dal zraven roko, je ful oddajal toplote. Ne? To je bil kar nek pekač. No in jaz sem vzel kruh, sem ga narezal in sem ga držal tako, da se je zapekel in pa sem Nutello gor namazal. A veš, če bi bil fotor doma, bi rekel, kaj to delaš, a veš, jaz sem tako, jaz lahko delam zdaj, kar hočem. Bil si poreden že takrat, ne? Poreden, ja. In ne vem, po moje, to sem začutil na potovanjih, ko sem šel potovati, ne vem, pri 24, 25, ko sem prišel na letališče in sem bil zdaj, zdaj bom jaz sam. Lahko gremo v ta coffee shop, lahko grem sem, a me lulat, grem lulat. Veš tako, nobenega nisem imel zraven, ne. In to je 2 plati ima ta kovanc, ne. To, da si furat sama, ne, nekako se izogibaš odnosom, globim pa to, ampak pustimo, to je mogoče druga debata. In začutil sem isti duh v koči, ne. In če to pogledaš, ne vem, ta peč, pa ta kruh, to je neka ustvarjalnost. Ne? Ti v bistvu vidiš, kaj imaš okol in narediš nekaj novega, kar prej ni obstajalo. Ne? In jaz sem prinesel pač iPad, sem sabo imel, zablokiral vse te pizderije na telefonih in si napisal urnik in pa je bil to play. Pa je bilo tako, a grem na sprehod mal, zdaj bom malo to, bom malo LSD vzel, ok. Tako, vse je bilo tako, vibe, freedom. In zato sem ful užival, no. In imel sem, sploh pa, ker je to tak TikTok format, ne, imaš 100 poglavij za spisati, rok za oddajo imaš tistega datuma, to si lahko enostavno zračunaš, koliko je povprečje na dan, koliko moraš poglavij spisati in 2 poglavja na dan in sam greš. Danes sem že na 3. poglavju, veš, jutri imam, zdaj malo več časa imam, ne, da se igram. Tako no, tak sam sabo, pa poletje je bilo, pomlad poletje, cvetela je narava, sonce je bilo skoraj skozi, razen prvi teden je bilo deževno. Barefootke, ne vem, trening od zunaj, na soncu skozi, kuhal sem si, ki si že, ne vem, 6 let nisem, ne, tako redno. In vse je bilo novo, zato je bilo zanimivo, zato je bilo zabavno in zato je bilo easy. Tako jaz vidim to izkušnjo. Če bi jaz profesionalni pisatelj, eno knjigo na let, bi bil to pač pain, verjetno. Tako da, tako nekako vidim to izkušnjo. Pa so ti všeč nove izkušnje? Drogeram se z njimi, tako, da je skozi nekaj novega, ne. Ampak probam se učiti, da ne rabim novih stvari, ne. Zdaj se starejši karatujemo, ne, odpadajo te želje po novih, predvsem potovanja, ne, zdaj nikamor me ful ne vleče specifično. Zdaj, ko si omenil potovanja še, ne,
Dej, povej nam še malo o tej Tajski in tvoji izkušnji tam. 6 mesecev si preživel na Tajskem in tudi ta izkušnja je bila zelo posebna zate. Kaj ti je dala? Težka, ampak se mi zdi, da ti je marsikaj dala ali pa odprla. Zdaj gremo malo v darkness. Ajde, idemo. Vse smo v črnem, ne? Ja. Zbežal sem tja, ne? In srečal sem se tam sam s sabo, ne? In jaz sem bil ta boss v igrci, ki sem ga mogel premagati. S tem mislim svoj uma, ne? In ni se dobro borbati s svojim umom, to sem se naučil. Kaj pa? Ne vem. Ne, iskreno ne vem, ampak konflikt znotraj, ki nastane, ko te en del tebe ne uboga, nagaja, drugemu delu to ni všeč, ga hoče nazaj poteptati, on pa je zrel, da pride na površje, da se pokaže, da obstaja, da ga je treba razrešiti, mogoče sprejeti. Ne vem, jaz vedno rečem, da meni se je tako čutil, da sem se dotaknil malo te norosti ali pa malo teh sfer, kako zgleda, ko kolapsira, pa ko začne realnost kriviti, pa ne na drogah. Scary stvari, no. Sploh, ker sem imel prej že izkušnjo z bolniki, ki so imeli shizofrenijo, recimo, ne, ker sem delal v polju, prakso. In jaz sem sebe videl že norga, ne, tako da pač mene bo zapustil in to je to. To se zdaj to tako zgleda, ko se shizofrenija začenja. Ja, in kaj si pol naredil? Mislim, to so vedno te zgodbe za nazaj, ne. Kaj sem naredil, da sem to rešil? Iskreno ne vem, taka uradna zgodba, ki jo vzemite z neko distanco, je več stvari. Ne. Jaz sem se začel z nekim menihom družiti, sem začela meditirati, skenslil sem te slabe navade, predvsem imam tukaj v mislih kavo, junk food, pa da sem začel normalno spati. Dosti osnove. In nek ta usedlina, ki je bila na vrhu, se je začela nazaj umirjati. In tako sem jaz pa razumel to izkušnjo, da sem prišel v stik z enim delom sebe, ki je itak vedno prisoten, ampak mi je ekstremen lifestyle, ekstremno slab lifestyle, pa stres, to odprl, ne. To membrano odmaknil. In s tem sem se mogel soočati in ne vem, če sem to solval. Ker ko sem imel kasneje izkušnje z psihedeliki, sem se s tem delom spet srečal, ampak v takem stanju, ki je bilo mogoče krat 1000. Ne? In s katerim delom? S tem norim, ja, okay. Ne vem, kako bi... Da nimaš kontrole nad umom. Ja, nek tak darkness, ki tam je norostno. Ali pa izguba stika z trdnim materialnim svetom, ki mene pomirja. Ne. Jaz sej v bistvu, če tako pogledamo, ne, ok, neke biznise delam, v konferenčnih sobah se ful dobro znajdem. Ta projekt, na katerem dela 6 ljudi, to je treba nekako zorganizirati, sisteme postaviti, treba prodati projekt, treba je tole zorganizirati. To je meni ful domače. In kle čutim neko varnost, safety, opremeljivo je, predvidljivo je. Ne? Tam je pa nepredvidljivo. In to meni, temu delu, očitno ful ni všeč. Ne? In verjamem, mislim, vedno, ko sva se srečala, sem ga na drugačen način pozdravil, pa povabil, pa
ni bilo vedno tako težko. Ne? V zadnjih nekih izkušnjah je bilo, da se je to vse začelo, ampak sem se nekako z njim, v bistvu ni bilo tako, dva sva frenda, ampak jaz sem tako, please. Pusti me na mir. Vem, koliko si powerful, vem, kaj me čaka, če se bom operil, jaz se ti predam v to norost. In potem ni norosti. Potem je obratno od norosti. Ampak vedno je ta strah prisoten. Ne? In zato pravim, da ga nisem solval, ker živi v meni, ampak ni na površju trenutno. Če je to smiselno. Smiselno je in se mi zdi tudi drugače zelo zanimivo. Ne? Saj jaz tako vidim. Jaz sem tudi imela neke podobne izkušnje, mogoče, ker sem videla, da je v bistvu veliko bolj kompleksen, ne? Ali pa jaz, karkoli že to je. Ne? In powerful, ne? Ker gre lahko v eno ali pa v drugo stran, ne? V norost, kot si ti rekel, ali pa mogoče v bliz, ne? Pa v neko kreacijo, ki je recimo pozitivna. Ne? Jaz vidim to kot ful zanimivo, no? Izkušnjo in ne, se je. In en dodaten pogled, ne, v to, kdo si ali pa. Ja, nažalost. Ja, pač nismo tako enoznačni, ne, a veš. Ne, zanimiv pa je, to pa lahko rečemo. Ni pa nujno lahko, ja, zagotovo. Ne, ni. Ampak se bi bilo boring, če bi bil ful enodimenzionalen, a ne? Res je, ja. Se čist strinjam. Veš, kaj me še zanima, ne? V knjigi veliko govoriš tudi o odnosih, ne? Po ljubezni. In noter je ena taka skovanka, dušna golota, oziroma besedna zveza, ki je meni zelo všeč. In bi rada, da poveš malo več o tem, kako ti razumeš to dušno goloto, pa jo mogoče primerjaš s fizično goloto in poveš, katera je lažja tebi in zakaj. A katera je lažja? Ja. Ja. Mislim, dušna golota, ne mislim samo v odnosih do partnerja, romantičnega partnerja, ampak do odnosu do sveta. In danes je ful popularna ta avtentičnost. Vse podcasti so en vidik tega, da so popularni zaradi tega, ker je hočeš nočeš, kar avtomatsko se zgodi malo več avtentičnosti, ker daš več časa pogovoru. Tako da ljudje hrepenimo ful po tem. Ampak se mi zdi, da se ful dogaja tudi ta avtentičnost na silo. Vem, da to pali. V kakšnem smislu na silo? Ja, ljudje se zdaj tako ful odpiramo. Ne? In klej tudi verjetno obstaja nek balans, če smo bili prej ful zaprti, pa te stvari ne govorimo o njih. Zdaj sigurno rata tudi drugi ekstrem, ker to za nalašč hočemo ful komunicirati, da smo ranljivi, da smo avtentični in podobno. Ampak to vsak za sebe ve, kaj dela, ne? Ker se čuti drugačne. Zdaj dušna golota, jaz jo razumem kot pred nekom sem v celoti razkrit, takšen, kot sem, z vsemi deli sebe, tudi s temi dark deli, pa še z enimi, ki jih danes ne bom povedal. In to je težko delati javno, ali pa je nemogoče delati, ko si pa ena na ena z osebo, ki ti da nek občutek varnosti, pa greš lahko še v te dele. Ne? In ko zmanjka delov, ki jih skrivaš, pa se to začuti med dvema, ne vem, se mi zdi, da je vredno. No? Tako, ker po moje podobna svoboda, kot smo prej na Vipassani govorili o njej. Ne? Ti si v bistvu zlit s to osebo, ker on pozna vse dele tebe in ne ščitiš več, nimaš več tega ščita okoli. In ultimativni level tega je, da tudi če ta oseba to izkoristi, pa te zajebe, da ti je vseeno. To je ultimativna golota. Ne? Da ti kljub temu, da se zgodi lahko marsikaj, če to povem ali pa razkrijem, to vseeno narediš. To je popolna svoboda, po moje. Po moje so drugi odnosi itak brezvezni, ne? Če niso taki, da
Da si res upaš, ne, ampak verjetno si marsikdo ne upa, ker tako, kot si prej omenil, to pa je tista prava ranljivost, ne, in tvegaš v bistvu, da se zgodi in moraš biti pogumen tudi, da si upaš se razkriti. Jaz sem to tako razmišljal, ne, ker če nekdo zavrne mene, pa nisem bil čisto odkrit, ni zavrnil mene. Me vsem boli, neko mojo masko je zavrnil. Ne. S tem sem vsem lažji. Ja. Handlam, ne? Ker če nekdo zavrne čist mene, ne? Ta bolečina, ne? Ja. Ja. Zato se mi zdi, da jaz, recimo, ko imaš masko gor, je v bistvu prav zaradi tega, ne? Do tega sem jaz prišel, ko sem razmišljal o tem poglavju. Zato nosimo maske, ne? Ker maska je v bistvu istočasno ščit, ne? Ok, zavrnem mojo masko, to mi je lažje shendlati. Tako da ni easy, ampak je po mojem vredno, no, vse to. Zagotovo. Kaj pa, kakšna izmed tvojih mask, ki si jo mogoče odvrgel tekom let, a ti pride kakšna na pamet, pa zaradi katere si mogoče danes bolj avtentičen in verjetno posledično tudi lažje dihaš? Ja, v odnosih je bilo tega veliko, v ena na ena odnosih, sploh zadnje 5 let. Prej nisem nič nič nisem pokazal. Zares, ne, nič. Pa bila bolj fizična golota takrat. Ja. Kar je bilo čisto ok. Takrat. Tudi je bilo, ne? Ni se zaprtožvati bilo, ne verjetno. Ne, ni mi bilo tako, joj, nekaj manjka. Vsak to ne. Ne, nič ne manjka, vse je v redu. Ampak ta level, ne, to je pa pol drugačno. Če sta te dve združeni pa prepleteni, te dve goloti. In hvaležen sem svojim partnerkam iz srca, da so mi postopoma znale dozirati, da sem se lahko jaz postopoma odpiral. Ker včasih slišim pri fantih, da pridejo v odnos z neko novo punco ali pa partnerko in ona ima velika pričakovanja glede tega, koliko se bo on odpiral. Ne? In to je že neka taka sila, ki deluje na njega, oziroma lahko rečem celo pritisk, ki stvar še bolj zapre. In ni šans, da boš na silo pripravil nekoga, da se odpre, ni šans. In ful sem hvaležen, da so znale, zavestno ali pa nezavestno, dozirati to počas, glih toliko, da sem jaz to lahko handlal. In mogoče nisem še čist, ampak tako ful bolje zdaj, no. Ni nam lahko ženskam, ne, da vas handlamo. Veš, kaj me še zanima? Za eno tako malo imaginarno vprašanje, ne, kreativno, da ima reči. Kaj bi pa mogoče te tvoje pretekle partnerke ali pa nasploh ženske, zdaj si lahko predstavljaš, kjerokoli želiš, tebi svetovale ali pa dale en nasvet za odnose? Se pravi, kaj bi ženske tebi svetovale glede odnosov? Pa če poveš eno stvar. Da si bolj odprt? Da si bolj odprt. Kljub temu, da zdaj se ful hvalam. To je še vedno je, ne vem, koliko je še tega nezavednega, ko ga je treba odpreti. Ne? Ampak z eno res bivšo sva se pogovarjala. A je še kakšna, ki ni res bivša? Sam da vemo, da zanima. Nazaj, če gremo v leta. Ko sva se zdaj pogovarjala, ko sva malo bolj odrasla, je rekla, to je bilo pa insane. Da ni do mene, ona je nekako čutila, tako kot ženske znate čutiti, kdo je ta oseba pod površjem, ampak ta se nikakor noče odpreti. Ne? Nikoli. V 2 letih, recimo. In to sem se pol malo iz tega hecala, pa to, ne. Da je to manjkalo. Da je edina stvar, ki je manjkala. In to sem čutil ful kot pohvalo, pa kompliment.
Tako da zdaj se na tem dela. Super, hvala, da si delil z nami. Danes sva rekla, da bova odprla tale prostor tudi za vprašanja iz publike, a ne? Bova. Kaj to pomeni? Če bo pogum. Če bo pogum. Jaz bi rada tudi povedala, ne, mogoče, ful je lepa ta dvorana, ful mi je všeč, da smo v krogu, je en tak občutek povezanosti daje in ene skupnosti. In danes tudi tukaj ni pravilnih ali pa napačnih vprašanj, ne, so samo vprašanja in sprašujte iz srca tisto, kar vas zanima, ker le na tak način boste tudi dobili odgovore. Tako da zdaj bi vas jaz kar povabila, če imate kakšno vprašanje za Klemna, lahko je karkoli, da je nekdo pogumen in dvigne roko in bomo prinesli mikrofon. Ne vem, Klena ne vidim, ampak tebe sem videl. Počakaj sam na mikrofon, da bo na tejpu. Živijo. Čau. Zanima me v bistvu, ker sta govorila od tega tvojega retrita, če lahko tako rečem, v Makedoniji. Kaj je bil tvoj motiv, da si šel tja? Ker prej si rekel, da si se znajdel tam, tako, ampak kakšen je bil tvoj cilj? Zakaj greš tja? Ja. Kaj je bila motivacija? Ja, razsvetljenje, ne? Ampak, a si mislil, da nisi še kaj vse podprl, ali si hotel kaj odkleniti? Ja, mislim, če bi se iskreno takrat vprašal, a si absolutno zadovoljen, bi lahko rekel, sem, ampak ne čist. Grem raziskovati sfere uma, ki še obstajajo, in večkrat sem slišal ta izraz razsvetljenje in to mi je valjda zanimivo, ne. Moj tekmovalni hoče iti v to borbo, kdo je najvišji na hierarhiji, ne. Če rečem, ok, Buda je tam, jaz hočem iti zraven njega, ne. In pol dobi šamar, ne. Tako da to je bila motivacija. A si imel kakšne pričakovanja, oziroma a si se kaj, a smo čisto drugačen pol izkušnja, kot smo pričakovali, ali si dosegel recimo tisto, kar si... Ja, čisto drugačno. V bistvu čisto presenetilo me je, koliko trpim. Ker sem rekel, jaz toliko uživam v meditaciji, kot sem prej rekel, že toliko let meditiram. To bo za mene popolni pogoj, da se ne ukvarjam z ničemer drugim, kot s to svojo meditacijo, in to bo super, ne. V bistvu je bilo pa grozljivka. Tako, grozljivka je bila po moje že drugi dan. Ker sem se zbudil, jaz sem klej, še enkrat isti dan. Tako isto je. In glih tam sem razmišljal, ko so dnevi minevali, itak jih šteješ, a ne, kaj je zdaj, 3., 4. To se ti zdi ka 100 let, a ne. In toliko enih idej, toliko enih konceptov, ki sem rekel, jaz bi, če bi pisal, a ne, v tem stanju, bi lahko 10 knjig napisal. Ampak sem se že takrat zavedal, da bom ful teh stvari pozabil in niti enega koncepta ne bi zdaj znal deliti, ampak verjamem, da je kakšen se znajdu tukaj v to knjigo, ker sem imel 10 dni časa, da sem samo razmišljal o človeški naravi, o svoji naravi, zakaj trpim, kakšni so nivoji psihe, kaj je razsvetljenje, vse te stvari. 10 dni časa samim sabo, da sam pač to razmišljaš. Ne? In ni bilo prijetno. No. Še nekaj. A si se kaj sprašal, kva si drugi v tem mislijo, da greš? A so ljudje recimo vedeli, da si to šel? Ali tako recimo, a si mu kakšne... Ja, vse podcast je takrat obstajal. Jaz se spomnim, da bili smo v prvem letu, mislim, da je bilo nekaj epizod, mogoče 15, 16, in govoril sem o tem, da grem, ne, jaz sem dal na story ali nisem, vem, da polka sem prišel iz. Ni bilo nobenih takih negativnih stvari. Ne? Edina fora, ki je bila, da na družinskem srečanju sem povedal, da grem, in je moj fotor tako, kam greš?
Pesko, ja, za 10 dni v Makedonijo grem. Ne, grem nekam, hotel sem iti v Italijo, ker tam je v angleščini. 10 dni pač meditiraš, ne. Sediš pa meditiraš 8 ur na dan. On tako pa dobro, to je kaj. Pesko. Možeš ti, sine. Ja, možeš. Ne, on je bil tako, mogo ja. Mogo ja. Pa jaz tako, sem to ni easy, veš? Pa ne, kaj ni easy, pizdat, gremo. Pesko, gre zraven, ne? Pa on tako, ajde. No in to je pač prevesel se v to, da sem jaz najdel to v Makedoniji, zato ker tam so imeli tudi srbo-hrvaški jezik. On ne bi mogel biti nekje tako čist los, nobenim se ne sme pogovarjati, navodila so v angleščini, tako what the fuck, ne. Tako da sva se pelala tja z avtom, 12 ur sem jaz pelil v eno smer in to je bil prvi en tak čas, ko sva ga res intenzivno skupaj preživela, ne, pač v avtu. Pa sva bila tam skupaj 10 dni, ampak se nisva komunicirala, videla sva se, ne, in 12 ur nazaj, ne. In cel ta trip je imel ful enih stvari pa lesnov. To je bila samo ena moja osebna izkušnja. Ampak to, kaj smo midva z očetom, kaj sem jaz doživel z očetom tam, ne, to sem samo enkrat na enem podcastu pred 3 leti povedal, ne. To me je pa tako čist presunala, ne, pa zlomil, ker če se spomnite prej, ker sem rekel, da sem jaz tam jokal. No, on je to videl in jaz sem tako tacel nazaj s to dekco proti svoji hišici, tam po tej najbolj neverjetni izkušnji svojega življenja, če si predstavljate, ne. In tako čutim, da me nekaj prime za roko in me obrne in vidim moj foter in jaz ko fak, on bo zdaj nekaj rekel, a veš. Pa jaz sem mu že hotel reči, ne, nič reči. In on mi sam tako jabolk da v roko. In ta simbol tega, to me je takrat tako totalno zlomil, pa težko je prenesti to izkušnjo na vas, ampak z nebesedo mi je povedal vseeno. Tako. Mogla sta biti tam, drugače se to ne bi nikoli zgodilo in to je ta zgodba, ki jo jaz iščem v tepa, ne, da jo poveš. Se strinjam, ja. S tem ima še marsikdo težavo, ne. Največ imamo teh težav, starši, otroci, ne. In hvala za to. Ja, hvala vam. Evo, jaz sem kle svojo mamo. Zelo lepo. Hvala, ker ste prišla, cenim. Pa tudi vsaka čast očetu, no, da je šel. Kar tako, a veš, za 10 dni. Ja, pa jaz ko njemu, a ti je bilo težko. Njemu ni bilo, a? Ne, on je imel probleme s sedenjem na tleh in pa so mu dali stol in pa je bil tam zraven, skozi neki premiku. Rekel, jaz sem živčen, jaz ne morem biti primer. Ampak ni imel toliko težke izkušnje, kaj jaz, no, tako da, evo. Pa tudi ful lepo, da sta šla skupaj, ja. Ja, ful je lep trip nastal. In tudi nazaj grede sva se ustavila v Skopju in tako, ful, res lepo, no. Top. Živijo. Čau. Jaz bi pa se dotaknil 2 poglavij v knjigi, ki sta se mi na prvi pogled tako zdela malo neskladna oziroma da se izključujeta. Ta prvi je bil, ko je v bistvu tale bivši heroinski odvisnik govoril, kako ga je upanje rešilo, da je imel pač upanje, brez upanja, da ne bi se ven izvlekel iz tega in si pol tudi se malo dotaknil Frankla pa logoterapije, kako si z upanjem osmisliš življenje. Pa eno poglavje, par poglavij naprej je pa od Tonija misel, da je upanje, mislim, da je želja neuspešnih, se pa mogoče drug vidik odstreš, mogoče malo budistični, koliko je upanje v bistvu neka iluzija, če ji slepo slediš, ne, da je to garancija za neuspeh. In na prvi
pogled sta to dve izključujoči, a ne, mislijo oziroma pogleda na upanje. A lahko malo pokomentiraš, kako ti vidiš ti dve zgodbi? Jaz sem čisto sklenjen s tabo in si lepo povedal. Za nalaž sem jih dal skupaj, mislim, da sta en za drugim, ta poglavja. Včasih je paradoks resnica, ne, v lifeu. Zato so nasveti ful nevarni, ker enkrat bo deloval, enkrat bo pa kontra stvar delovala. Ne. To je odvisno od konteksta. Tako da po moje, če imam zdaj prav v spominu, sem to hotel sporočati, ne. Da si sposoben sedeti v paradoksu, zato ker paradoks je moteč samo racionalnem umu. Ne. Reče pa kako, če prej je bilo to tako, zdaj pa to tako. Ne. To je life. Prej je bilo tako, zdaj pa tako. In ta fluidnost ti pomaga. Ne. In to je spet sfera onkraj idej, ne. Ker nisi trden, ampak si zelo mehak, da lahko dve stvari, ki sta izključujoči, držita istočasno. Ne. Ja, se strinjam, razum to težko dojame, v bistvu niti ni to mišljeno, da bo razum dojel, v bistvu gre za to izkušnjo, da ti izkusiš obe plati iste medalje, čeprav sta razumu izključujoče, ne? Ali je eno ali drugo razum bi se tako bi lažje dojel, a je resnica to, da je upanje, da ti osmisli življenje, ali da je resnica, da je... Ne rabiš. Ja. Ne sej, Frankl, ne, v tistem kontekstu taborišča je videl, da tisti, ki so imeli neko upanje glede prihodnosti, so po večini lažje preživeli to težko izkušnjo, kot kar tisti, ki ga niso imeli, so pač obupali in se dejansko umrli. Pa imaš pa drugo zgodbo, ne, imaš pa, ko je bila vietnamska vojna, so te budistični menihi izvajali proteste nad komunističnim režimom, ne, ki je bil severni Vietnam, in en menih se je zažgal, ne. V znak protesta so ga polili z bencinom in prostovoljno je pač zgorel do smrti. Ne. In zdaj v tem kontekstu bi lahko rekel, koliko neumna stvar. Ne. On je pač umrl. Ne. Ampak v nekem drugem, v neki drugi sferi uma, jaz to vidim kot največjo možno sporočilo predaje. Ne? Da je on sposoben bil goreti, in ta slika obstaja, ne? To je ena slika, ki je dobila Pulitzerjevo nagrado takrat, in on sedi v lotusovem položaju in meditira. Ne? In jaz sem temu človeku, ki ga pač ne poznam, Tič Kvanduc, mu je bilo ime, jaz sem mu toliko hvaležen, čeprav bi racionalni rekel, koliko neumna stvar, pa nehimo promovirati samomora. Ne? Ampak hvaležen sem mu, da je bil sposoben neko sporočilo predati. On ni bil v prihodnosti takrat. Ne? Ker če bi on bil v prihodnosti takrat, bi začel noreti, valati se, tako kot bi verjetno vsak od nas, če bi gorel na živo. On je bil v sedanjosti. Ne? V tem ni dvoma, no, ko vidim to sliko. In včasih je kakšna izkušnja zahteva to, da si v sedanjosti. Ne? Sploh kakšne težke, ne vem, iz mojega življenja so to psihedelične izkušnje. Ne? Ker če ti se igraš tam z nekim upanjem, z neko prihodnostjo, ne? Je lahko kar nemogoče. No? Lahko rečem, nemogoče. Takrat je edina rešitev sedanjost. Ne? In tam ni upanja. Super, hvala. Ja, hvala tebi. Imamo tam eno gospodično. Živijo.
Jaz bi se pa mal navezala še na vipassano. V bistvu me zanima, kako v praksi ali pa tako v vsakdanjem življenju ohranjaš ta balans med disciplino pa predajanjem. Ker vipassana je tako pač, je ful ene discipline, pa vsakič se vračaš nazaj v to sedenje in v to bolečino. Po drugi strani je pa točen to, je pa pač predajanje tej bolečini. In potem, ko prideš ven, te tako življenje po domač povedan malo zašamari, ker ni več teh idealnih pogojev. In v bistvu se mi zdi lih to iskanje tega, da imaš to disciplino in da tle malo racijo vstop, da se vračaš v to. Po drugi strani pa pol, da res sediš in spuščaš in je včasih ful to težko, tako da me zanima malo v praksi, kako ti to počneš. Zdaj sem glih obrnen tam, ker ni nobenega. Kako jaz vidim nauk od Bude, ga vidim tako, da je on ful poudaril to srednjo pot. In to jaz razumem kot neko ravnovesje med stvarmi. Se pravi, vsak ekstrem na dolgi rok ne bo trajen. In pri teh stvareh, a meditiram z nekim duhom bojevnika, pa neko disciplino, pa trdoto, ali sem pa tako, ja, vse en, pa ne rabim sploh meditirati nek ekstrem, ne rabim sploh sedeti, tako lahko skozi meditiram. To sta dva, recimo, ekstrema. Jaz mislim, da rabiš oboje. Oboje rabiš, ker ti služi v različnih situacijah. Ena stvar, pa druga stvar, ko se pa združita, je pa itak popolna svoboda v ravnovesju. In zdaj, kaj meni rekel moj učitelj, Dušan, je rekel, ok, Klemen, tebe boli med sedenjem, se pravi, imaš neke bolečine v hrbtu, zato se malo tako moraš premikati, malo se tako, malo se igraš s telesom, da malo umilaš, malo spremeniš položaj. Je rekel, ne se premakniti niti za milimeter. Niti za milimeter. Ever. 1 ura, niti milimeter. Ampak, če se premakneš, ni s tem nič narobe. In to mi je bilo tako. Meni je bilo to tako. Vse je povedal. Moramo vprašati, da si se premaknil pol. Ja, ampak sem si takoj oprostil. Super. In je bil naslednji moment, kjer sem bil v duhu bojevnika. Vsakič je nov moment. In ni pomembno, kolikokrat sem se premaknil, ni pomembno, da sem sploh sedel tam. Gre se za duh v sedanjosti. In ne vem, takih stvari meni dal tako fulno. Ne vem, če sem napadel vprašanje direktno, ampak tako sem ga jaz razumel. Hvala. Tlele imamo še eno v rdečem, gospodično. Dobro večer. Jaz pa imam eno praktično vprašanje. In sicer prej si od voditeljice dobil vprašanje, kaj bi ti bivše svetovale. Mene pa zanima, kaj bi ti svetoval moškim, ki so zaprti, kako bi se lahko bolj odprli, oziroma kaj je mogoče tisto, kar bi lahko naredili korak k temu, da ne bi bilo te prisile, o kateri si ti prej tudi govoril, ampak vseeno, da bi z njihove strani se neka pobuda izpeljala. Hvala. A to v njihovem imenu sprašuješ? V imenu tebe in tvojih moških, mislim, ženskih prijateljic, ki imamo te prizive. Ja, mislim, da spet smo pri nasvetih, to je brez veze, ampak... Pa rečemo, da te prosijo za nasvet. Mi te prosimo vse družno. Ja, zdaj pa ja, smo tam,
Smo na takem seminarju. Mislim, ker si ti to vprašala, bom te komuniciral, da moški ni pomemben. Itek si tikle, prevzem vso odgovornost in mu daj prostor in načeloma sem jaz tako videl, da se čudežno pol ljudje odprejo. A ne? Zdaj, ful ukvarjanje z drugimi, ponovadi ne obradi teh sadov, ki jih hočemo. Zato bi se jaz vprašal, če bi bil moški, kako se lahko jaz odprem, če bi bil ženska, kako lahko jaz maks naredim, da mu dam ljubezen, da je njemu čim lažje se odpreti. Pa ga ne kaznovati pol zato, ker se je odprl. In to je to. Ne vem. Ful simple, ja. Veš, lahko jaz samo skočim vmes še z enim vprašanjem, se mi je porodilo prej. Ti si se ful odločil, mislim, si se predal ideji, najprej podcastu, potem knjigi. Kako si najbrž v poplavi idej, ali pa tudi enih impulzov, ki si jih verjetno tudi ti dobival iz okolice, se odločil in začutil, da je to tista prava ideja, kateri se boš predal in pri kateri si vztrajal zadnjih 5 let. Kako si to sfiltriral? Ja, itak ni bilo vse naenkrat, nikoli ni vse naenkrat. Ko gre z nekom prvič na dejt, če smo glih pri teh tematikah, nimaš, če si, ne vem, normalen človek, ne razmišljaš, kako se boste zdaj postarala vidva. Na prvem dejtu. Eni to delajo, to ni po moje toliko zdravo, Najbrž res ne. Ker ful daješ teže na to, ampak jaz sem imel prvi dejt z idejo, mi je bila všeč. Hotel sem je še drugega. Pol po, ne vem, 4 sva se ljubila. Pol sva naredila otroke. Ne, ampak tako, malo se hecam, ampak korak po korak, sej ne veš od začetka, ampak gajdate nekaj, kar ti je všeč, pa kar te vleče, pa kar te kliče v življenju. In postopoma, pa neka ideja pride za knjigo, a bi kdo to bral, mogoče bo kdo, nekaj jih posluša, kaj če podobne tematike, tako da si v bistvu voden strani projekta, nisi ti ta, ki ga kreira, tako, to je moj odgovor. Ja, hvala ti, da si se ljubil toliko časa. Vsi smo imeli nekaj od tega. Ja, včasih je 1 urca, včasih so 3 urce. Tako da, Pa že par let. ja. Šlo kar globoko. Super. Prav. Mogoče še zadnje vprašanje, če imamo še kakšnega. Imamo še enega. Imamo pogumne moške danes. Ja, a se me sliši? Se. Sliši. Najprej bi se te ful rad zahvalil za ta ves čas, ki si ga vložil v ta projekt. Mislim, da bo na dolgi rok ful enih novih semen uskalil na področju, da se ljudje o tem več pogovarjajo. Zdaj pa moje vprašanje. Veliko se govori o ekstremih in kako so te ekstremi na dolgi rok škodljivi. A po drugi strani te ekstremi nam šele predstavljajo, kje je naša sredina. Skozi tvoje podcaste velikrat sicer deliš osebne stvari, ampak imam občutek, da na nekem nivoju se ustaviš. Tako kot si prej rekel, o tem ne bom govoril. Govoriš tudi o pogumu. A si se kdaj spraševal, do katere mere moramo biti ljudje pogumni in kako globoko moramo iti v te svoje ekstreme, da lahko resnično najdemo svoj ta prav balans? Ja. Ena stvar bi bila, da na podcastih, recimo ta zgodba o jabolku, tako kot je gospa rekla, ima čisto eno drugo težo, kot če se pogovarjamo samo, sicer pogovarjamo se iz sebe o teh filozofijah, ampak res tisto da pa neka čista pristna izkušnja, ki je sam tvoja, ampak če ljudje res poslušajo, kaj govoriš, jo začutiš na nekem nivoju. Ne moreš jo čist, ker nismo ti, ampak si sedaj sprašal, koliko delac si pripravljen biti pogumen, odkrivati pred publiko res ta svoj darkness, ki ga načeloma skrivaš za eno masko. Mislim, saj tak je moj mnenje, sej. Moj tudi. Percepcija. Hvala ti za odgovor že naprej.
Hvala tebi za vprašanje. Ta zgodba zdaj je prišla spontano. Ne? In spontanost je avtentična. Ne? Zakaj nisem prej te zgodbe na podcastu povedal? Zato, ker bi bilo neavtentično. Očitno. Ne? Ni prišlo do te tematike, da bi se jaz to spomnil. Nisem jo pa zavestno skrival. In zdaj lahko bi si mi, ne vem, dialoge, recimo, ki so bolj taki all over the place, bi si lahko jaz napisal nekaj ali ne, zgodba jabolka in očeta na Vipassani, sprav moram jaz Janja pa Andreja malo spraviti na to področje. Kaj pa Jani ti, ki si na Vipassani? Ok. Jaz imam pa eno zgodbo o jabolku pa očetu. Ne? To ni to. Ne? To ne moreš tega narediti. No. Tako bom rekel. No. To je ta drugi del. Ta prvi del je odgovor isti. Jaz nisem očitno pripravljen, da bi ta mali darkness dal ven, ali se mi pa zdaj trenutno ne zdi koristno. In zdaj, če bi jaz to naredil na silo, bi imela midva spet isti problem. Ja, se mogoče se ne gre, da na silo, ampak da tako te vodi k neki avtentičnosti, nek nagib pa intuicija, tako je lahko tudi pri tem, ko greš delati s stvarmi. Zdaj, ko smo želi govoriti o odnosih, jaz sem bil dolg let sam, pa ne zato, ker ne bi bilo, ampak prav želja po tem, da se lahko začneš odpirati precej hitro. Tlele je v bistvu neke vrste pogum, ki mora izhajati iz tebe in ni biti pogumen, ni biti avtentičnost. Ti avtentičen si lahko, ampak pogum je neka želja po nekem napredku ali pa akciji, da dejansko pride do teh stvari. In če ti hočeš svoj ekstrem odkriti, ne vem, če je mogoče biti avtentičen, ne vem pa, če je samo to del teh odločitev. Ampak moraš dejansko izvati samega sebe na nek način. Mislim, lahko si teren prepravaš, pa je lažje, ampak biti res na nek način tudi drzen, da odkrivaš ta ekstrem. Z odkrivanjem tega ekstrema pa iščeš balansa. Ker itak neka želja bi bila po uravnovešanju. In da je vsak dan v ravnovesju. Se pravi, vprašanje je bilo v bistvu to, koliko daleč misliš, če si se sploh s tem ukvarjal ali ne, biti pogumen. Pri odkrivanju te dušne golote. A sam pustiš, da ko pride. Jaz zdaj, ko si me vprašal, razmišljam o tem, drugače pa ne. To je moj iskren odgovor. Verjetno se skriva neki vrednosti v tem, kar govoriš, da se včasih malo potisneš, če sem te prav razumel. Ampak tudi to, da si začutil silo znotraj sebe, ki te pripravlja do tega, da se potisneš, tudi to nisi ti kreiral. Sprav, ti imaš neko silo, ki jaz nimam. Da se odločaš, ne? In jaz ne morem biti avtentičen, pa delati nekaj, kar ne čutim sile za to. Tako, kot si ti rekel zdaj, ne? Tako da jaz mislim, da itak to pride samo in se ne ukvarjam vnaprej s tem. Se pravi, ni prišel ta vzgib, da bi jaz to zdaj naredil. In je ok tako. Ko pa bo, pa bo. To da sploh ni možno biti neautentičen na nek način. Hvala ti. Ja, v bistvu to si ful dobro rekel. Ni možno biti neautentičen, ker tudi če imaš 100 mask na sebi, si še vedno ti, ne? Tako. V bistvu. Ja. Ja. Sam zaveden si mogoče. Ampak, ok, to so zdaj drugi. Klemen, ful hvala za vse, kar si delil danes in za vse tvoje ustvarjanje zadnjih 5 let. In prej nisem povedala, zdaj v zadnjem mesecu od izida knjige se je zgodila klemnomanija, če si sposodim ta izraz, ki sem ga zasledila na spletu. Vsi mediji so te polni, po televiziji si, na podcastih si, dogodke imaš, v časopisih, v revijah,
ni da ni, ne, social media. In danes smo tudi vstopili v decembrski čas, ne, čas obdarovanj. In jaz si nisem mogla pomagati, da ti ne bi prinesla enega darila, ki je sicer malo hudomušno, pa upam, da ga boš tako vzel in mogoče kdaj v prihodnosti, ne, zdaj, ki si fejmič, uradno, bo to darilo služilo tudi mogoče kot opomnik, da se ne nikoli preveč resno jemati, pa da je življenje ena igra, iz katere noben ne pride živ in da jo je veliko lažje igrati z nasmeškom na obrazu. Zdaj pa Iza, prosim. Hvala ti, Tjaša. Karikatura. To lahko zdaj visi od zadaj na podcastu. Po želji. Ful dober. Kdo pa je to naredil? Boris Karikature. Aha, ok. Hvala, Boris. Njemu je ime Boris, ne? Pa še ta mikrofon je pa vse. Carsko je naredil, ful. Ful dober, res. Všeč sem si, evo. Da veš. To. Zdaj bi sam še povabila publiko, ne, da ne pobegam domov, da zunaj v predverju nas čaka malo pogostitve, pa ti boš podpisoval knjige? Ja, če bo potrebno. Ja. Nekaj vsi že imajo podpisano, zato govorim. Če ne bomo pa kakšno rekli, ne? Če ne bomo pa rekli. Tako da ful hvala ti, Tjaša, res. Ne bi si mogel boljš zamisliti, kako si vodila pogovor. Pa hvala tudi vsem, ki ste držali pozornost, pa ki imate sploh pozornost na tem projektu. Pozornost je najbolj pomembna stvar v življenju. In ne vzemam jo zlahka, no. Vsako sekundo, ki jo namenite, tako da sem izredno hvaležen vsakmu izmed vas, no, ki me spremljate. Tako da hvala. Dajmo si še en aplavz.